SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem podcastu o aktualni temi v SBC-ju, klubu slovenskih podjetnikov. Za to mizo ponavadi sedijo zelo eminentni gostje in gostje, s katerimi govorimo o zelo aktualnih in perečih dogodkih. Ampak danes bo govora pa o nečem, kar nas bo še, vsaj tako pravi Mario Draghi, nekdanji šef Evropske centralne banke, bolela glava, če ne bomo ničesar storili. Zato smo se tudi v klubu slovenskih podjetnikov odločili, da malce pogledamo, kakšna je trenutna situacija na stari celini, ki jo tako radi imenujemo kot neka celina prihodnosti, pa vendarle se zdi, da nas prehitevajo tako po levi kot po desni. V tem studiu kluba slovenskih podjetnikov pa danes iz 3 različnih področji gosti, gospod Mojmir Mrak, ekonomist, lep pozdrav, Lojze Peterle, politik, in pa Igor Akrapovič, gospodarstvenik. Iz vseh 3 vetrov nabrani, zato da lahko iz vseh 3 vetrov tudi malce pokomentiramo in pogledamo v prihodnost. Res smo si za istočno točko vzeli to poročilo Marija Draghija. Ursula von der Leyen mu je naročila, poglej, kje Evropa v tem trenutku je in kaj potrebujemo, da bomo še vedno konkurenčni, predvsem pa, da bomo tako lepo živeli, če se primerjamo s preostalim svetom. Pa bi morda najprej politično, gospod Lojze Peterle, pogledali, a je ta Evropa, v kateri danes živimo, tista Evropa, v katero ste nas pripeljali, pa ste jo sanjali, no? Ta Evropa je nedvomno zelo drugačna od njenih začetkov in od desetletij rasti. Evropska zveza se danes ukvarja z več problemi hkrati, pa bi najprej omenil vojno in njene posledice. Evropska zveza danes tudi nima takih voditeljev, kot jih je imela nekoč, z vizijami, z odločnostjo in z idejo skupnega delovanja. Tako da jaz v Draghijevem poročilu, sem bil posebej pozoren na politični vidik, ker mislim, da je bistven, če hočemo kam naprej. On je stvar zelo zares vzel, imel vrsto ekip, ki so mu pomagale in je dal nekaj resnega, od sebe, ampak če politika tega ne bo vzela zares in stopila skupaj, potem bomo imeli pač samo še eno od poročil. Včasih smo imeli, je bila finančna kriza, so bile migracije, nekako vsako leto smo dobili eno krizo, zdaj se pa vse skupaj tole dogaja. In očitno so potrebne korekcije, jaz rečem temu korekcije, Draghi pravi temu reforme, ne. Evropska zveza tako z gesli o zelenem ne bo mogla iti naprej, kot je to delala v zadnjem mandatu. In korekcije pa zahtevajo seveda politično enotnost. Če bomo sposobni tega, potem bomo šli naprej. Je pa tukaj še nekaj, bi že zdaj rekel, vse česar se bomo lotili, stane. Financiranje vojne, kamor je šlo veliko milijard v Ukrajini, stane. Ukvarjanje z migracijami stane. Zeleni dogovor stane, tudi če se bo korigiral, glavna gesla so ostala zaenkrat nedotaknjena, tako da ko pa nekaj stane, pa vemo, da se oziramo, kdo bo plačal, ne. Kmetje so se že uprli, gospodarstvo se čedalje bolj upira, tako da Evropska zveza po mojem še ni bila pred takim izzivom, kako skupaj stopiti, kakor je danes. Gospod Mrak, kje začeti? Tam, ker pravi gospod Peterle, da to stane, ali morda vendarle pri začetku Draghijevega poročila, kjer je nanizal en kup številk, pa tudi koliko bi moralo gospodarstvo, politike, vsi skupaj pravzaprav prispevati za ta novi New Deal. To bi bil večji, kot smo ga bili na tej stari celini, ko smo ga videli po drugi svetovni vojni, ne po Marshallovem planu. Jaz moram reči, ko sem bral Draghijevo poročilo, sem se parkrat spomnil na eno drugo poročilo, ki ga je napisal en drug premier Nizozemske, Van Kok, mislim, da je bilo leta 2005, ko je po 2-3 letih se je videl, da Lizbonska strategija nikamor ne gre. Ne? In njegovi sporočili sta bili 2, ne? Nadaljujem pa to, kar je bilo rečeno, ne? Politična stvar. Pri Lizbonski strategiji, takrat, če se spomnite, leta 2000, ne, je bilo rečeno, da bo Evropa postala v 10 letih najbolj
konkurenčen del sveta. To je bila v bistvu message. Vem, koliko je pa potem na prošnjo Evropskega sveta, se pravi premierjev, predsednikov, naredil pol analizo tega, je enostavno 2 zaključka sta bila. Too many objectives means no objective. Se pravi, preveč ciljev pol pomeni, da nimaš ta pravega fokusa. Glej, malo podobna stvar. In druga stvar, if everybody is responsible, then nobody is responsible. Mal tega vidim v tej isti zgodbi. Tako da jaz mislim tako, poročilo po mojem dosti dobro identificira probleme. Treba biti korekten, veliko od tega je bilo že tudi prej identificirano, on je mogoče to bolj argumentiral in tako naprej. Tako da, kaj je treba narediti, jaz mislim, da je relativno jasno. Drug problem pa je to, kar je bilo rečeno, kako narediti. Tukaj sta po mojem 2 ključna problema, ki jih pa jasno poročilo niti ne more naslavljati, oba sta pa izrazito politična. Eno so finance in drugo so način odločanja. Dajte, samo da vam recimo to ilustriram. Ko je prišlo do evrokrize, tam se je točno vedel, da ukolikor nekaj ne naredimo čez vikend, gre Grčija v ponedeljek v bankrot. In se je tam tudi relativno jasno vedel, kdo zdaj v strukturi Evropske unije je tisti organ, ki lahko o tem nekaj reče in tudi, če hočete, odloča. To je bil v bistvu svet ministrov, ampak v sestavi financ ministrov ECOFIN. Danes konkurenčnost je bistveno bolj horizontalna stvar. Kdo je danes, da rečem tako, v Evropski uniji, kateri organ je tisti, ki je, da rečem tako, odgovoren za konkurenčnost? Je to svet ministrov za gospodarstvo, je to transport, je to kmetijstvo. Skratka, gre za eno dosti bolj horizontalno stvar. In še en problem je, ta konkurenčnost ni problem, kjer bomo mi od danes na jutri prišli v bankrot, tako kot je bilo v finančni krizi, ampak je v bistvu najeda. Jaz to nekako ponazarjam s tem, da se žabo kuha. Ampak, in to pa jasno je neka situacija, kjer politiki niso pripravljeni sprejemati odločitev, dokler ni stvar nujna. Tako da jaz se strinjam, da gre za, po mojem, 2 zelo močni politični odločitvi. Eno je, kako zagotoviti denar, in drugo je bistveno bolj učinkovit način odločanja. A smo za to pripravljeni? Nisem prepričan. Gospod Akrapovič, vi pa ste na svetovnem trgu, ko gre za vaš produkt, morate nekako slediti vsem tem, kar geopolitičnim dogodkom. Kako vi gledate ne zgolj na to poročilo, ampak na to Evropo, v kateri danes živimo, pa to konkurenčnost, ki smo zdaj tudi omenili? Lahko rečem, prva stvar v Evropi je dejansko, bi rekel, overregulated. Te zakonodaje se spreminjajo pravzaprav tako zelo hitro, da jim je izjemno težko slediti. Po drugi strani pa ta zelena agenda na ta način, kot so jo Nemci zapeljali, vsi vemo, pač, ker se na to tvarino spoznamo, da ne pelje nikamor, se ni treba pravzaprav veliko znati, mogoče osnove elektrotehnike, fizike, kemije in matematike in potem že ugotoviš, da ta stvar ne pije vode. Na eni strani pač bi rabili ogromno več elektrike, rekel konkretno za ta električna vozila, po drugi strani se pa zapirajo jedrske in se vse skupaj prestavlja na solarno in vetrno energijo, ki je bila kombinirana z ruskim plinom, poceni ruskim plinom. Danes pa vidimo, da dejansko Nemčija recimo povzroča do 8-9krat više izpuste CO2 kot recimo Francija. In to so pač neke smeri, ki so napačne, ki jih bojo mogli korigirati, ampak ne vem, če je politično pripravljena za to dosti velika. Kolikor poslušam dejansko recimo avtoindustrija, ki je bila rekel, najbolj temeljna ali pa najbolj močna v Evropi, najbolj propulzivna, najbolj smo bili znani, nekako počasi propada, zgublja konkurenčnost z Kitajci, po drugi strani pa se dejansko še ni spremenilo nič. Nekaj malega so pač dovolili, recimo sintetična goriva, ampak to še ni dovolj. Jaz mislim, da bodo mogli to regulativo dokončno spremeniti in urediti, tako da bo v skladu z neko realnostjo na trgu. To je mogoče samo en del te zgodbe,
Vse ostalo, kar pa nas tudi zelo skrbi, je to, da se vsa proizvodnja in pridobivanje surovin seli v tujino, ker pač je to pri nam neekološko. Recimo, če samo pogledamo naš Talum, mi smo 7% zmanjšali porabo elektrike v Sloveniji in zdaj nekateri so vsi veseli, kako je to fino. Po drugi strani pa, kam je to šlo, tam, kam mogoče povzroča 5-krat, 6-krat več onesnaženja, pa se zaradi tega dejansko noben ne sekira. Tako da težav je veliko, ampak zdi se mi, da je ta politika v Bruslju malo oddaljena od tega, kaj se v resnici dogaja v Evropi in da bodo mogli veliko bolj prisluhniti. Problem pa je, ker so tudi med njimi velike politične borbe in bo težko zelo neko strategijo izpeljati, da bi vrnila Evropo na stara pota. Če pa ne bomo tega naredili, pa verjamem, da v 10-15 letih da bo Evropa v zelo slabi poziciji. Bom pri politiki vseeno začel, ker smo ta krog zdaj začetni naredili, pa se vendarle ves čas vračamo k tej politiki. Evropske volitve so ravno za nami. Videli smo, da se je nekako desnica vendarle okrepila, ko je bila nasprotnik migracijske politike, pa tudi tega zelenega prehoda, ampak ko pa se sestavlja ta Evropska komisija, ki bo seveda odločilno vplivala tudi na ta priporočila gospoda Draghija, je pa pravzaprav enako sestavljena, kot je bila. Ali je ta občutek napačen, da bo imela Ursula von der Leyen, ki morda ni tako močna politična osebnost, kot ste dejali, ko so včasih bile, veliko dela med liberalci, pa morda med bolj desno usmerjenimi politiki v Evropi? Vaš občutek je ta prav in zaskrbljujoč. Namreč, ekipa pod von der Leyenovo je šla izrazito za geslom, jaz nalašč rečem geslo, zeleno geslo. In Timmermans je bil močnejši od gospe von der Leyenove. In ko je prišel Šefčovič, tudi socialist, je zadeve že rahlo skorigiral, bi rekel. Tukaj je povsem jasno, da je desnica, ki jaz ne bom kvalificiral za ekstremno ali populistično, moram reči, tudi v Bruslju se je začel malo drugače govoriti po evropskih volitvah. Torej, ta desnica je prispevala k drugačnemu pogledu na zeleni dogovor in na migracije. Se pravi, da bo morala zdaj ne čist ista ekipa, ampak pod istim vodstvom opraviti korekcije tega, kar je delala 5 let prej. Sama bo morala sebe malce v ogledalu pogledati. In jaz mislim, da bo ta mandat gospe von der Leyenove hujši, kot je bil prvi, in iz tega, kar ste prej omenili, bo ves čas prihajalo do napetosti, namreč to takvano desnico, ne bom šel zdaj v te strukture, ki so nastale, suverenisti, patrioti in tako naprej, ECR, oni so v 3 linijah. Torej, ta linija, ki je potisnila evropsko politiko v to smer, v to korekcijo, bo imela relativno malo besede. Melonijeva je sicer spravila noter enega svojega dobrega sodelavca, ki ga jaz cenim, tako da evropski konzervativci bodo imeli vsaj na ravni komisije neko močnejšo vlogo. Drugač pa Orbanovi ali nemški konzervativci so jih precej omejili, nimajo nobenih posebnih funkcij v vodstvu Evropskega parlamenta, ne vodijo nobenega odbora, kar je pomembno. Skratka, torej ta linija, če povzamem, ki je potisnila Evropo v drugačno razmišljanje, bo imela relativno malo moči, jo bo pa imela recimo vendar s člani odbora, kar se utegne videti tudi pri odločanju o kandidatih za komisarje. Tako da to je ena situacija. Jaz sem upal, da bo von der Leyenova vendar našla več kontakta s to takvano desnico, in da jo bo obravnavala manj ideološko, kot je to Bruselj delal zadnjih 5 let. Bi rad pa še nekaj, sem vesel, da je gospod Mrak rekel, poglobil ta politični vidik, če rečem, in ga mečken povezal s tem takvanim zelenim dogovorom. Jaz sem posebej študiral ta leta nemški odgovor oziroma nemško situacijo. Sem tudi imel
določene povezave z nemško avtomobilsko industrijo. Ne. Povsem jasno je, da tega prehoda, pa tudi če ne bi uspeli 100%, kar itak ne bomo, ne moremo speljati brez izredne koordinacije, sinhronizacije, da ne rečem istočasnosti. Ne. Če nek Nemec iz severa ne bo mogel priti do Avstrije, ker v neki državi nemški ne bo take infrastrukture, kot je v njegovi, ne bo šel v Avstrijo, kaj šele v Slovenijo ali na Hrvaško. Ne. Ta zeleni dogovor bi zahteval enako stopnjo infrastrukturne opremljenosti v celi Evropski zvezi. Torej, jaz pravim, da tazga podviga še ni bilo pred Evropsko zvezo. Ne? In če tukaj eden zateji, eden blokira, eden iz tega longa razloga tega ne opravi, se konča promet. Lejte, recimo, mi v Sloveniji danes nimamo ene vodikove polnilnice. Je ta prva v Gradcu, če se ne motim. Mislim, da je tam ena v Prladovljici, sam ne vem, če dela. Nisem še slišal. Lejte, to je en tak poseben izziv in ste prej omenili tole način odločanja. Lejte, se spomnim grške krize. Veste, koliko svetov je bilo takrat? 6, en za drugim, da so se nekaj odločili, Evropski svet, ne? Putin se odločil v 5 minutah, Erdogan v 3 minutah, Trump je poslal SMS, pa je spremenil strukturo doma. Mi smo imeli pa 6 svetov, razumete. Mi smo postali, oziroma z vidika odločanja, en monstrum, ki težko kaj rodi. Ne? In ta situacija pa zahteva tudi hitro odzivanje in tle smo zdaj tudi rahlo pred jugoslovanskim problemom, če tako rečem. Ne? Namreč, ideje birokratskih centrov so zmeraj, ko gre za rešitve, težijo v centralizacijo. Ne? In to utegne biti nevarno, zlasti, če bi to delali na jugoslovanski način. Pol imate pa zdaj še veliko, to bi rad poudaril, eno veliko asimetrijo oziroma eno veliko težavo. Prvič v zgodovini Evropske zveze imamo bolno os, imamo šibko Nemčijo in imamo šibko Francijo. Ne? In če te dve, pa še te dve imata, lejte, Nemčija je dala, mislim, 20 milijard za Ukrajino, Francija je dala pa samo 1,2, če se ne motim. Ne? Da ne gremo v francoski javni dolg ali italijanski 138%, francoski 110 ali 112, ne? Pa proračunski primanjkljaj v Franciji, ki je blizu 7%, v Italiji majčkeno manjši, v Nemčiji, hvala Bogu, še okrog 2%. Ne? Lejte, to so take velike razlike. In zdaj, kako boš to, zdaj tudi ideja fiskalne enotnosti, ja kako, se vprašam. Ne? No, ravno to je bilo moje podvprašanje, pa ste ga sami odprli. Ko govorimo o teh velikih investicijah, o neki združeni Evropi za nove cilje, ampak če imamo pa težave v Nemčiji, pa v Franciji, tudi v Italiji, v 3 gospodarskih velesiljah Evrope, a je to sploh realno? Ker glede na to, pa zdaj bom to politično notranjo razdeljenost tako v Nemčiji kot v Franciji dal na stran, pa samo gospodarske kazalnike pogledal. Nemci imajo hude težave tudi zaradi tega zelenega prehoda in pešanja avtomobilske industrije, pa je pešanje kar lepa beseda, no, v resnici. Ne? Jaz bom kar na tem finančni mogoče točki zdaj nadaljeval. Ne? Mi imamo v bistvu zdaj v Evropi na fiskalnem področju eno veliko nekonsistentnost, ampak govorim čisto konceptualno nekonsistentnost. Ne. Po eni strani, če gremo nazaj kar na Draghijev report, ne, on govori o 800 milijardah, ne, pa se ni važna zdaj številka, ne, ampak govorim o ogromnih potrebnih dodatnih investicijah za te stvari, o katerih je govora. Ne. Po drugi strani smo sprejeli pred 4 meseci fiskalno pravilo. Kakorkoli to fiskalno pravilo na nek način države omejuje. Te dve stvari sta konceptualno nekonsistentni. Ali boš šel po investicijah in boš pol ta fiskalno pravilo mal, interpretiral, tako ali drugače. Jaz mislim, da če bo šlo po tej stvari, bomo imeli izrazito ta problem veliki mali. Tole že zdaj Francija se to vidi. Druga varianta, če seš pa hotel fiskalnega pravila držati, približno, pa jasno pozabi na velike investicije. Oziroma na ta obseg, o katerem je govora.
Jasno, kle je ena rešitev ali pa ena možnost, ne, ki je pa zopet izrazito politična, ne, in smo jo enkrat v bistvu že probali v času COVID krize. Ne. Če se spomnite COVID krize, ne, kaj se je takrat dogajalo? Takrat si imel ti na mizi dva predloga. Eno je bila Nemčija, pa če hočete te restriktivne države, ne, kjer je bila v bistvu ideja, da se da tem državam, ki imajo takrat te probleme, ne, večje, zdaj se je bilo to te južne države, ne, dostop do dodatnega zadolževanja. Ampak pazite, Nemčija oziroma Francija, Italija, Španija, to so države, ki imajo že zdaj javne dolgove. Zdaj boš ti v bistvu ta problem reševal z dodatnim zadolževanjem. Ne. To je bil predlog Nemčije, Avstrije, Švedske in tako naprej. Ne, po drugi strani je pol ta predlog, če se spomnite Francije, tudi mi smo ga podprli, okrog evropskih obveznic. Ne. Zanimivo je to, ne, to se mi zdi zelo pomembno poudariti. Ne. Nemčija je kle spremenila potem stališče in omogočila, da je prišlo do tega New Generation EU-ja inštrumenta, kar pomeni, da je šlo za nov inštrument na EU nivoju. Ne. Ampak zakaj je Nemčija to spremenila? Ne. Zaradi tega, ker se je jasno pokazalo, koliko ti ne boš zagotovil sredstev na EU nivoju, bistveno povečanega obsega, potem bo to pomenilo, da se bo začel zapirati notranji trg. Mi smo to v COVID krizi mečken začutili. In zdaj, gledajte, ena stvar, ne, ki zaenkrat nobeden o tem zares ne govori, ne, ampak koliko do nekih rešitev na tem področju ne bo prišlo, moramo pričakovati, da se bo evropski trg začel zapirati. Ne, mi pa smatramo, jaz se tudi z gospodarstveniki pogovarjam, to je dano, to se ne more spremeniti. Lahko se spremeni. Zdaj jasno, kaj bo to pomenilo, je druga stvar. Ti pa izvažaš 80%, ne, in jasno, za nas je recimo ena taka stvar, da pride na tem skupnem trgu nekih tovrstnih stvari. Ne. Zelo jasno, če do tega pride v zelo zaresni fazi, je to konec EU-ja. Ne. Ampak to ni, kako bi človek rekel, neka popolnoma hipotetična stvar. To je po mojem lahko zelo realna stvar v primeru, da tega se ne bomo šli. A smo pripravljeni zdaj več denarja dati? Ne, pa je druga stvar. Ne? Ampak ne bi zdaj izkoriščal tega preveč, ampak lahko pa gremo v to diskusijo, ker smo pred začetkom pogajanj o novi finančni perspektivi. Ne? Če bi se sam na ta del navezal na gospodarstvenika, ne, vi tudi v klubu slovenskih podjetnikov, pa seveda tudi v vašem podjetju, ko gledate naprimer Kitajsko pa Ameriko, kakšna je ta bitka slovenskega gospodarstva ali pa tudi evropskega gospodarstva? Ne vemo, energetika, energenti so, mi smo zdaj kar naenkrat ostali sami med Rusijo, ki nam je poceni dajala plin in je bilo naše gospodarstvo seveda malo bolj konkurenčno, pa Američani, ki nam z veseljem drago prodajajo to, ta evropsko gospodarstvo je pa zdaj kar naenkrat ostalo, ne vem, med nakovalom morda pa nalom. Ja, mogoče bi še naprejšnjo vprašanje. Dejansko je Nemčija 600 do 700 milijard porabila za svoj zeleni prihod in moramo se mogoče tudi vprašati, koliko tega denarja je šlo pač v Rusijo na koncev in pač zakaj je danes taka situacija, kot je. Se pravi, da ni bilo vse tako optimalno, kot bi si želeli ali mislili ali pa pričakovali. Po drugi strani pa, ja, tole vprašanje je precej zanimiv. Mi vemo, da imajo pač Kitajci na naše produkte carine in pač to, kar pa prihaja od njih, z njihove strani, konkretno v našem primeru, prihaja pa ogromno ponaredkov. Se pravi, tam se zelo majhen denar kupi ponarejene, bom rekel, izpušne sisteme in jih na tak in drugačen način poskušajo ljudje uvoziti v Evropo. Mi to dosti dobro ustavljamo. In imamo na mesec recimo par tisoč kosov, ki jih potem tudi uničijo. Samo tukaj je, bom rekel, en velik problem. Mi v Evropi gledamo na intelektualno lastnino, pač koliko je treba, ne? Kitajci pa pač z njihove strani ne, zato ker mi imamo ravno tako na Kitajskem registrirano blagovno znamko in načeloma ne. Bi mogla tudi seveda njihova carina in vsi ostali organi kaj upraviti, pa ne. Se pravi, oni gledajo samo, kako bodo pač prodali in jih vse ostale zadeve več kot toliko ne zanimajo. Tako da to je en dost, recimo, pereč problem za nas že mogoče 10 let. Kar se tiče energetike, moram reči, da zdaj konkretno v našem podjetju imamo srečo, da nismo velik porabnik energije in da nas ni to zelo udarilo. Seveda pa, če gledamo celotno gospodarstvo, Amerika, Kitajska, bistveno cenejša elektrika in tukaj bomo na dolgi rok postali nekonkurenčni. Lahko rečem, da tudi nekatere odločitve, ki so imeli v
tudi v avtoindustriji, ne, da so šli pač v ogromen outsourcing. Evropa je vse outsource začela, to z Kitajske, z Indije. In s tem tudi posledično velik del znanja je prišel, bom rekel, iz rok evropskih podjetij. Jaz sem nekje zvedel, da recimo konkretno, ne vem, par let nazaj so ugotovili, da je 65% intelektualne lastnine v avtomobilski industriji ni več v rokah avtomobilske industrije, ampak v rokah dobaviteljev, ne. In to je nekaj, kar je recimo tudi njih zelo zaskrbeli in zato imamo tudi posledično zdaj, bom rekel, velike borbe okoli tega. Samo dejansko ta outsourcing, ta, bom rekel, menedžerski pristop, ki gleda, bom rekel, neke kratkoročne rezultate, ne, se vsi vemo, menedžeri 1 leto, 3 leta bonusi, ne, ali pa pristop, bom rekel, mogoče malo bolj tak, na nek način protestantski ali kakorkoli, lastnika, ki gleda na, bom rekel, na dolgi rok podjetja in ga ne zanima, bom rekel, kaj bo drug let ali pa kaj bo čez 2 let, je precej različen in tudi Nemčija definitivno, ne, je šla iz tega svojega, bom rekel, klasičnega načina dela, ne, v velik outsourcing, ki je pa dejansko ogromen del konkurenčnosti evropske industriji odvzel. Zdaj se te stvari, te tokovi obračajo, iščejo dobavitelje v Evropi, kar je dosti pozitivno, ampak bojim se pa, da je tudi dejansko malo pozen, ker jasno, konkurenco smo naredili si sami, ne, in zdaj bo treba pa boriti se z njo na dokaj neenakopravnem nivoju. Lahko da nekaj dodam, je zanimiva razprava. Lejte, en drug italijanski bivši premier Enrico Letta je tudi naredil eno poročilo o skupnem trgu malo prej, ne, in tam sem se najbolj zapomnil, ne, ker Evropa je bila znana po tem, da je rekla freedom to move, ne, se pravi pravica, da greš, ne, pa pridemo od outsourcinga, ne. On pa zdaj poudarja freedom to stay. Pravico, da ostaneš. In to je zdaj izraz tega, da se zadeve obračajo. Ne? In meni gre na živce, kadar berem koga, ki razlaga, moralizira nad Kitajsko. Ja, kater denar je pa dvignil Kitajsko? Ne? S tem zdaj, da jaz sem bil tudi v Volkswagenovi tovarni v Šanghaju, ne, super zadeva, bi rekel, ampak danes je to v enem drugem kontekstu, ne. Zahod je v duhu tega, kot je bilo rečeno, kratkoročnih taktiziranj in seveda profitov, ne, se je vrgel v to, ne, in zdaj pa doživljamo pa posledice tega, ne, in zato me ne čudi, da sta oba premierja v svojih poročilih pač dala poudarek na industrijski politiki. No, mogoče je zanimivo to, ne, da glavni, da rečem tako, svetovalci Evropski uniji, ne, so premierji Italije, ne. To je tako zanimivo, ne, na področju konkurenčnosti, ne, ampak dobro, to je bolj v šali, ampak ne čist v šali, ne. No, jaz mislim, da ko gledamo tole Evropo, ne, lejte, cel koncept Evropske unije, ne, je bil tudi zelo primeren za upravljanje svetovnega gospodarstva, ki je bilo vzpostavljeno po drugi svetovni vojni. Ne. Globalizacija, neka relativno jasna pravila igre, ne, to je bilo okolje, ki je Evropi odgovarjalo, to je v bistvu okolje, ki odgovarja majhnim državam. Ne. In bodimo si odkriti, v Evropi so majhne države, ne bom pozabil, sem čital, mislim, da je bil belgijski, eden od bivših belgijskih premierjev je rekel, veste, v Evropi imamo 2 skupine majhnih držav, ne. Ene, ki so majhne in druge, ki še ne vejo, da so majhne. Ne. In to je gledano od tej, ne, z današnje perspektive, mislim, da je to dosti bolj jasno, kot je bilo mogoče takrat, recimo 20 let nazaj. Ampak to sem hotel reči, ne, da ta globalizacija, ne, to odpiranje, o čemer je bilo govora, ne, čas recimo vključevanja Kitajske v svetovno organizacijo. Kaj je bila takrat? Ne? Takrat je bila osnovna logika vključiti Kitajsko v svetovno ekonomijo, ampak v našo svetovno ekonomijo, ne, po naših pravilih igre. Ne. Danes je v bistvu, kako se zaščititi od Kitajske. Ne. 20 let, 30 let je v bistvu biznis. Ne. V eni veliki meri je bila ekonomska agenda praktično edina mednarodna
agenda. Jaz ne rečem, vedno je bila politika, ampak v bistvu je svet šel na nek relativno tak način. Danes je v bistvu ekonomija instrument doseganja nekih strateških ciljev, to je zelo jasno v Ameriki, v Kitajskem, v Evropi se tega malo kasneje smo se začeli zavedati. Imamo pa jasno problem zdaj, ker je naša struktura drugačna. Tudi to hočem reči, ta stvar, v katero svet gre, in zelo bi se strinjal s tem, svet se bo v naslednjih 5-10 letih, mi gremo v neko popolnoma novo strukturo za naslednje dekade. Ne rečem koliko časa, ampak vzpostavlja se nek nova svetovna ureditev in v tej svetovni ureditvi, v to smeri, ki gre, Evropa nima neke hudo dobre situacije, čist objektivno, zaradi tega, ker smo v tistem, kar smo prej počeli, mi smo se bistveno bolj odprli. Če pogledaš Evropo, gledaš izvoz, uvoz Evrope, ko delež GDP-ja, je bistveno višji kot kitajski ali pa ameriški. Če pogledaš investicije, podobno. To je vse na liniji tega, kar je bilo rečeno. Mi smo v bistvu šli na drug konec sveta za par dolarjev, evrov, ker je enostavno tega varnostnega elementa enostavno ni bil v razmišljanju. In tretja stvar, mi smo bistveno bolj liberalizirali stvari kot eni in drugi. In zdaj jasno, svet se spreminja, ti si zdaj bistveno bolj, kako bi rekel, odprt negativno do teh stvari, kot sta recimo te dva konkurenta, o katerih govorimo. Se pravi, imaš strukturne probleme in drug problem, ki ga imamo, ki je pa to je pač dejstvo, Evropa je združenje, ne vem kaj je zdaj to ni organizacija, 27 suverenih držav z vsem tem načinom odločanja, če gledamo malo zgodovino, koncept evropskih integracij, je bil v ekonomskem smislu potegnen naprej zato, ker je v bistvu druge možnosti za neko reševanje problema miru ni bilo. Tako da Evropska unija nikoli ni bila optimalen ekonomski projekt. Ampak je bil v tisti situaciji, se je dal relativno solidno konkurirati. To se zdaj pa res spreminja. Tako da res, jaz mislim, da v naslednjih 10 letih bom kar uporabil tisto prispodobo, ki jo mislim, da sem ga slišal od Lajčaka 2-3 leta nazaj na Bledu, da se bo videl, ali bo Evropa sedela za mizo, ali bo na mizi. To ni zdaj stvar naslednjih 50 let, ampak relativno hitro se bo to zgodilo. A lahko tukaj vpletem morda kot neuk v teh stvareh, pa bi rekel, ampak zdaj imamo pa še vojno na evropski celini. Saj ste rekli, takrat smo edino stvar iskali, da je mir, pa še gospodarstvo smo pripeli, potem se nam je po tej relativno mirni celini, razen če zdaj seveda izvzamemo balkanske vojne, zgodil pa ta napad Rusije na Ukrajino in se je vse presenetili. In zdaj ob vsej tej gospodarski težavah, ki jih imamo, pa še iščemo neko ravnotežje med Ameriko, pa potem milijarde seveda za podporo v Ukrajini. O gospodarstvu se zdaj govori, bomo zagnali nov cikl, vem, da v Nemčiji so iskali rešitve, bomo pa orožje delali tam, ker imamo veliko delavcev, pa se avtomobili ne proizvajajo več. Potem imamo naše sosede, kjer se na glas pogovarjajo in sprejemajo, da bo obvezno služenje vojaškega roka, kot da gremo v nek, po eni strani govorimo o razvoju, pa o prihodnosti, po drugi strani se pa vračamo nek čas, ki je pa bil, smo mislili, da že za nami. Jaz bom začel odgovor s spominom na eno od običajnih večerij v Bruslju, kjer sem pred nekaj leti sedel s tistimi glavnimi, ki razmišljajo, kako postaviti evropsko vojsko. In so rekli, z tehničnega, organizacijskega, finančnega vidika ni problema. Mi to naredimo v toliko in toliko letih, sem rekel, jaz vam verjamem. Ampak mene zanima, kje in zakaj bomo to vojsko uporabili. In takrat še ni bil razstreljen Severni tok, drugi, kar je tudi eno posebno dejstvo, ki ga kaže upoštevati. In se rekel, če Nemčija dela Nord Stream 2, ali bo Nemčija pošiljala svoje vojake v obrambo v Ukrajini. Mislim, da ne. Še hujša stvar je na Bližnjem vzhodu, tam so pogledi, interesi zelo različni. Mislim, ti imaš lahko vojsko, ampak je brez zob, če ni tega, o čemer smo od začetku govorili, politične enotnosti. Zakaj? Da gre pa v čat, je pa seveda nam rekel, da je to eksotik, ampak če imaš vojsko, bi seveda jo moral uporabiti tam, kjer je to res nujno. In zdaj se je pa še nekaj spremenilo na to temo. Glejte, to, kar se zdaj v
na Bližnjem vzhodu zgodilo, tole s pagerji in telefoni, ne, to je zdaj sprožilo čist druge občutke in drugo zavest po vsem svetu. Ljudje pravijo, po tem, kar smo zdaj videli, si lahko predstavljamo, da lahko kogarkoli, kjerkoli, kadarkoli nekaj zadene, ne. In atomska bomba je zastarel koncept, ne, zdaj se na veliko pogovarja o jedrskih grožnjah in tako naprej. Glejte, danes je ta tehnologija ali tehnika sposobna pripeljati 1 kubičen milimeter eksploziva do čela, kar je dovolj, ne? In ti ne rabiš atomske bombe, ker ta tudi sproži drugo bombo in tako naprej. Danes je bojevanje oziroma vojna postala zelo, zelo drugačna. No, ampak če gremo zdaj nazaj na Evropo, bi rad še eno stvar poudaril. Glejte, imeli smo Napoleona, ki šel proti Rusom, imeli smo Hitlerja, šel proti Rusom, nismo pa imeli še situacije, da bi Rusija, naš veliki sosed, pri katerem smo se dolgo greli s poceni energijo, ne, da bi celo Evropo proglasila za sovražnika. Tudi Slovenija je del tega sovražnega tabora in Rusija, ki je v zgodovini najbolj prosperirala, kadar je bila čim bliže Zahodu, ne, se je zdaj obrnila proti Aziji, proti Kitajski, Indiji in tako naprej, ne. Mi imamo zdaj čist drugo situacijo, ne, in zdaj biti v sporu ali v sovraštvu, v vojni s takim sosedom je zelo problematična zadeva, ne. In tle, vidite, pa smo spet tle Orban igra tle eno drugo politiko, Nemčija, kot smo prej rekli, je veliko dala, Francija je malo dala milijard za ukrajinsko vojno, imamo razširitev NATO, a ne, in veliko nejasnosti, in kar je še en element v tej zgodbi je ta, da tisto, v kar smo se mi vključili pred 20 leti v to neko evroatlantsko skupnost, a ne, tudi to je v zraku, ne, to, kar Trump govori, bi rekel, ne povzroča dobre volje povsod, ne, in je vprašanje, ali bo ta formacija obstala taka in ali bo delala tako, kot je delala prej. Če bo Trump slučajno zmagal in proglasil, ne bo videl v Rusiji tega, česar vidi Evropa, in če tukaj ne bo enotnosti severnoatlantske, nas bo tudi to stalo. Pravijo, da je vojna slaba za posel. Ja, jaz bom rekel najprej nekaj, kar se me... Ja, razen če se ukvarja seveda z vojaško industrijo. S tem se pa vi ne. Ne, ampak bom pa rekel eno zanimivo stvar, ki so me Japonci naučili pred kakšnimi 25 leti, ne, ker so mi nekako povedali business is war. Oni posel smatrajo že za prvo stopnjo vojne in tako se tudi dejansko nekako obnašajo. Ne. Ampak dejansko zdaj cel svet v tej vojni brez orožja, naslednja stopnja pa vojna z orožjem. Ne. Tako da dejansko ta ukrajinski zaplet prišel, po moje, tudi zaradi šibkosti Evrope v tistem trenutku. Ni se pa računali, da bo pač Ukrajina tako odreagirala, kad je, ker če bi takrat nekako Rusi vedeli, potem tudi ne bi šli v to avanturo, zdaj pa ta stvar tako zatečena, da je težko najti pot ven iz te zgodbe. To, da so se začeli nekako povezovati za Kitajsko, pa tudi z drugimi državami, je bilo nekako razumljivo, samo na koncu konca se moramo pa zavedati, da to bo Rusijo oslabili na dolgi rok, zato ker oni v resnici na ljubo niso v zelo najboljših odnosih tudi s Kitajci, ker imajo neke določene, bom rekel, zemeljske take in drugačne zadeve. Tako da jaz samo upam, da se bo ta stvar čimprej nehala in da bomo lahko začeli nekako normalno poslovati. Je pa res, da mora Evropa svojo domačo nalogo narediti, spremeniti nekatere zakone, mogoče ne bi toliko overregulated, kar stalno govorim, ker mi konkretno dobivamo vsake 2-3 leta nove in nove zakone za emisije, za to, za un. Lahko povem, da tudi v nekih, mislim zdaj pač za to avtoindustrijo malo več kontakta, da dobivamo
ne vem, od enega avtomobilskega proizvajalca, kakšno elektriko mi uporabljamo v našem podjetju in to na 7 straneh je treba izpolniti. Na koncu pa ugotoviš, da lahko plačaš, bom rekel, nekaj 1000 evrov, pa dobiš potrdilo, da je vsa tvoja elektrika zelena. Tako da, mislim, to je, bom rekel, to so neke stvari, s katerimi se kar neki ljudi v tem podjetju ukvarja, ki bi lahko kaj drugega delali in dejansko je tudi ta pravni del ratov to kompleksen. Če lahko rečem, da smo 10-15 let nazaj ene pogodbe naredili v parih tednih, zdaj pogodbe delamo 2 let, ko že delamo produkte, ko jih že dobavljamo, pa še nimamo končane pogodbe ravno zaradi intelektualne lastnine in vsega ostalega. Se pravi, stvari se komplicirajo na vseh nivojih, ne? Pravnih in tudi okoljskih, do te mere, da bo postalo to gospodarstvo čedalje manj konkurenčno. In to je ena stvar, ki nas res izjemno skrbi. No, še ena stvar, če lahko, zdaj pa mečkam tudi širše, ne samo Evropa, ne, me zanima tudi vaše mnenje o tem, ne. Jaz tudi gor na Dunaju predavam, ne, in imamo precej teh diskusij in ena stvar, ki se vse bolj jasno kaže, ne, je, da svet na nek način, govorim zdaj gospodarsko, ne, gre v neko bifurkacijo, ne. V bistvu imaš ti en blok ameriško-zahodni, ker je sestavni del tega tudi EU, ne? In na drugi strani, ne, se vendarle očitno Kitajska pozicionira kot nek vodja tega drugega dela. Ne? Rusija, ne, ni trenutno v situaciji, ne, da bi bila enakopraven partner Kitajski. Po drugi strani, če gledamo celo stvar, kar se dogaja z BRIC državami. Ne? V BRIC državah so 20 let je bilo to 5 držav, ne? Zdaj lansko leto so Kitajci izkoristili to, ne, za, jaz bi rekel, konceptualno bistveno spremembo, ne? Gre se zdaj v širitev BRIC-a, ampak s katerimi? Ja. Južna Amerika. Ne, pa tudi če gledaš, recimo, ne, noter so postale zdaj članice Iran, Saudska Arabija, ne pozabiti, ne, da je Kitajska posedla te 2 državi na Bližnjem vzhodu za mizo po 30 letih, ko Amerika ni uspela. Hočem reči samo to, ne, da se Kitajska si pozicionira kot drugi veliki pol. Ne. Zdaj, če pa gremo pa na gospodarski del, ne, tle pa po mojem ta ukrajinska kriza, ne, dejansko povzročila celo vrsto stvari, kjer, ne, so Kitajci tudi hudičev zares pogledali, ne, eventualne sankcije povezane z Tajvanom. Ne. Stvari niso primerljive, ne? Ker so Kitajci bistveno preveč prisotni povsod, ne? Sankcije proti Kitajski bile preprosto popolnoma neuspešne. Ne? Ampak kakorkoli, postavljajo se novi plačilni sistemi. Ne? Postavljajo se popolnoma nove stvari glede deviznih rezerv. Ne? Če ti gledaš, ne, mene je šokiral, zdaj en graf sem ga videl od IMF-a, ne, koliko je delež juana v plačilnem prometu, ne v rezervah. Ne? Delež juana v plačilnem prometu je že blizu nivoja dolarja. Ne, se pravi, gre tako gor, dolar tako dol. Samo to vam hočem reči, ne, da v bistvu ta geopolitika, ne, sili biznis, pa me zanima, kle pa res vas, ki imate pogled. Ljudje pravijo, da teh so res globalno v biznisu. Ne, prihajajo zmeri večkrat v situacijo, se už mogo odločiti, ne, če delam s tem, ne bom mogel delati z unim, ne zato, ker ne bi hotel, ampak ker zaradi teh stvari ne gre. Ne. Zdaj jasno, tele naši, tisti, ki delajo z evrocono, tega problema v tem to vrstnega zaenkrat ne čutiš. Ne. Ampak ta geopolitika dejansko igra bistveno večjo vlogo, kot jo je igrala recimo 5 let nazaj. Ali lahko en sam element na hitro. V Bruslu se spomnim debate z Afričani, ne? Ja. In se spomnim ene zdravnice iz Nigerije, ne? Je rekla, vi nas ideološko kolonizirate. Vi nas napadate s celim katalogom človekovih pravic, ki ga mi ne razumemo, ker imamo drugačno kulturo. Kitajci pa brez vsakih pogojev pomagajo in osvajajo. Ja, pomagajo in ne osvajajo. Ampak dejansko to je res eno zelo kompleksno vprašanje, ne? Kako se pozicionirati na svetovnem trgu. Tako kot sem rekel, na eni strani si omejen recimo v prodajo na Kitajsko, ne? Na drugi strani tudi Amerika ima svoje, bom rekel, prednosti določene, zelo močen notranji trg in jih, bom rekel, Evropa večkrat toliko ne zanima. Jaz pa vidim v Evropi en velik problem, ne? Dejansko
ki je pa zelo osnoven, to je, da delo ni več vrednota. To je en večjih problemov. Ne. Mi zdaj se samo pogovarjamo o pravicah, takih pravicah, unih pravicah, ne vem, vsi imajo 30-35 dni dopusta, delamo 7 ur pa pol ali pa niti ne 7 in plus te visoke cene energentov, plus in dejansko postajamo nekonkurenčni. In tega se premalo zavedajo pač vsi, pravzaprav, bom rekel, vsi, ki vodijo Evropo in tukaj bo treba malo spremeniti pogled, je pa to zelo težko, ne. Mislim, če gledamo na tiste naše krilatice še iz Jugoslavije, delo, čast in oblast, pa kdor ne dela, naj ne je, ne, tega danes, bom rekel, tudi ta levi pol neče slišati, ne. In to je, Ne samo, da neče slišati, to je nekaj, kar je to proti. nekaj ni, ne, to je groze, ne. Ampak to smo pač mi takrat govorili in dejansko Nemčija je na tem zrasla. Ni zrasla na, ne vem, 35 dni dopusta, pa ne vem, če dalje manj dela, pa potem outsourcing, pa tuji delavci in vse ostalo, ampak definitivno to so vrednote Evrope bile in bi se mogle tudi povrniti. In če mi tega ne bomo naredili, poleg teh, bom rekel, vseh ostalih problemov, energentov, surovin, mi bomo res ostali, tako kot je zadnjič minister Han rekel, bo Evropa postala muzej na prostem, ampak to je pač neko dejstvo, ki se bi ga mogli še kako zavedati. Ampak ste rekli, da delo ni vrednote. Se spomnim, sem bil v Južni Koreji, sem jih vprašal, kako so oni ta recimo čudež naredili, ne? Ja, so rekli, 12 ur pa 5 strižah, ne? Kaki dopust, pa pokojnina, pa tako naprej. No, tudi na Kitajskem ni bilo zelo drugače, ne? In pol imamo pa še drug problem, se ne moramo vseh problemov tukaj odpeti, ampak glejte, Evropa je nehala podcenjevati demografsko zimo. Zdaj se o tem vendar tudi resno govori. Število otrok pada, število psov pa raste. Tako ne bomo daleč prišli. Ja, mislim, tukaj je zelo veliko problemov, ne? In treba bo nekaj na tem narediti. Na demografiji absolutno. Samo to z uvažanjem, bom rekel, mislim, teh delavcev za drugih celin, na tak način, kot ga imamo zdaj, ne bomo rešili. Stvari bi mogle postati jasne in transparentne, da se dobiti kvalitetno delovno silo, seveda treba imeti pa za to en ustaljen proces in lahko rečem, da nas tukaj že Hrvatje zelo prehitevajo. Imajo precej boljši sistem, jaz imam pač svojega nečaka, ki ima podjetje v Buzetu, ki ga po mojem očetu podjedvo in ima trenutno 16 Nepalcev tudi med drugim v podjetju in so izjemno delovni. Iz preprostega razloga, ker ti ljudje so prišli, ne tako kot včasih k nam Bosanci, ne, delati in zaslužiti in denar domov pošiljati. Oni nimajo takih in drugačnih, ne vem, težav, tako kot imamo v Sloveniji 10-11% odsotnosti zaradi bolniških tega in onega, kar se dogaja nam vsem, ne, pa ne moreš pravzaprav okoli tega nič narediti. To se bo mogli pač spremeniti, obrniti, drugače bomo res postali nekonkurenčni in na dolgi rok se nam slabo piše. To se ne bo zgodilo takoj, ampak, kot sem rekel, 10-15 let, potem bo pa velika težava nastopila. No in ravno to, ne, potem, ko so Dragijevo poročilo seveda v različni evropski mediji malce presejali in gledali, kaj vse je napisal, je bilo zelo jasno, ne, ta način življenja, o katerem zdaj govorimo, ne, da manj delamo, da imamo več dopusta, ne bo več mogoč, zato ker enostavno podjetja ne bodo konkurenčna in potem ne bo več toliko dopusta in bomo tudi mi morali v to smer Koreja. Ne. In zdaj pod vprašanje, ker ste pa ravno odprli še to temo demografije, ko je Angela Merkel odprla meje, je bilo takrat jasno, če želimo obdržati tudi tak način življenja, kot ga v Evropi imamo, potrebujemo tujo delovno silo. A se nam je to zdaj obrestovalo? A je to ta manko v delavcih, ne vem, opravičen s tem odprtjem mej v Evropi? Ne, sej v Sloveniji večinoma ne ostanejo, grejo vendarle v nemško gospodarstvo, pa potem v Anglijo ali pa v Francijo. Jaz se spomnim, sem bil enkrat na eni konferenci tazga bolj zaprtega kroga in to je bilo jasno, govorim pred Covidom, mogoče 17, 18, in je nemški bankir rekel, ne, da
Nemčija bi rabila, meni šokirala, jaz nisem tega enostavno, te številke so bile za mene. Ne. Pravi, mi bi rabili vsako leto, naslednjih 5 let, 1 milijon dodatnih delavcev. Ne. Ampak jasno, fajn bi bilo, če bi bili iz vzhodne Evrope. Ne. Prav, takoj, ne. Ker kaj je razlago, je, da v bistvu v 3 letih se ljudje iz tega dela sveta v Nemčiji integrirajo in je, da v 4. letu je že to absolutno neto plus. Ne. So mi izračuna. Ne. Pravi, popolnoma druga situacija je z temi imigracijami iz pač nekih drugih. To je bilo v obdobju po tisti imigrantski krizi leta 2015-16. Tako da zdaj, gledajte, tukaj imamo mi še en problem, ki ga ima Evropa, ki tudi ni od danes na jutri. Mi imamo en kupenih kriz okrog Evrope. Zaenkrat je jasno, predvsem govorimo o tem ukrajinskem delu. Zdaj imamo pa še bližnji vzhod. Bližnji vzhod. Sam jaz mislim, da je problem migracij, bo slej ko prej tudi Afrika. Problem migracij čisto v kontekstu okoljskih stvari. To je pa jasno potem ta severni del Afrike. In zdaj jasno, čim imaš ti ta emigracijo to vrstno iz teh delov sveta, se ne more to Ameriko. Je jasno, kam bojo šli bojo tam, kjer je to možno jeti. Tako da ta problem, ali pa to dejstvo je dejstvo, s katerim bomo živeli, in če ga ne bomo, uspeli menadžirati na ta prav način, bomo imeli dodatne probleme. Pa smo spet pri politiki. Naprimer, Avstralci imajo zelo jasno azilno politiko, ki je za Evropejce morda kar prekruta, ampak tam je pač tako, tam potrebujejo določene kadre, tisti v Avstralijo lahko gredo. Ja. Američani so imeli tako, zdaj vidimo to krizo na južni meji, ki je tudi politična tema, v resnici številka 1, sej je to ta razlika med demokrati pa republikanci, pa tam zidajo res visoke zidove, da si to lažje predstavljamo. Naš Schengen je pa v resnici prepustil. Lahko sem preden. Ja. Sam bistvena razlika je, da v Avstralijo priješ lahko z avionom ali pa z ladjo. Tako, tam pa peš. To je čisto drugače kot tlele. Tako, ja. No, sej pri nas je pa tako, da imamo mejo in... Ja, lejte, bom skušal biti spet zelo ilustrativen. Jaz se spomnim, kako so napadali Orbana, ko je rekel, hočem za vsakega vedeti, kdo je. Spomnimo se, kako je bilo pol avtobusa Janezov, takrat, ko smo 500,000 ljudi sprocesirali proti Zahodu in niso imeli nobenih, oziroma niso pokazali nobenih dokumentov in mi nismo vedeli, kdo je šel k nam, oziroma kdo potuje čez Slovenijo. On je pa rekel, hočem za vsakega vedeti, kdo je in da gre čez kontrolirano točko. Danes ga nihče več ne moralizira nad njim zaradi tega, ker je to postalo evropsko stališče. In gotovo je po tehnični organizacijski plati možno, da bi si Evropa pridobivala delovno silo na kulturen, socialen, dostojen način, drugače, kot da se ukvarja z ilegalnimi migracijami. Jaz se tudi spomnim ene socialistične kolegice iz Nemčije, je rekla, mi rabimo 10 milijonov, je rekla, pred 8 leti bi rabili, zdajle je rekla, bi blizu tega, kot ste rekli, milijon na leto. In seveda tukaj jasno še nekaj, če se še malo pri demografiji pomudimo, vlada ne more naročiti, koliko otrok naj bo na družina. Lahko pa prispeva k temu z raznimi ukrepi, da je veselje do življenja, v nekem bolj naklonjenem kontekstu. Enako velja za podjetnike in če ne bo veselja do dela in veselja do življenja, pol pozabimo na Evropo. Tako da mislim, da smo res pred zadrego, kakršne še ni bilo. Ko sem se jaz rodil, je bilo leta 1948 33,000 rojenih, zdaj jih je 16,000, to je pol manj in zdaj gledajo, kje so učenci, kje so učitelji, ljudje bežijo iz učiteljskih poslov, iz zdravstva, zdaj še iz vojske in tako naprej. In tle bo treba, mislim, da stvari vrniti ne samo v vrednostne okvire, ampak tudi v zdravorazumske. Če naredimo ta zadnji krog, ker vem pa, da bi lahko še dolgo govorili, vi ste podjetnik in kadar imate sestanek, verjetno napišete nekaj ciljev, ki jih je treba v določenem času uresničiti. Če bi vas zdaj
za konec izzval, katere cilje bi torej napisali za Evropo, pa za tiste, ki nam zdaj vladajo, a ne, se bodo te spreminjali, ampak cilji pa morajo ostati podobni, no, če ne vsaj enaki. No, mislim, da bi bilo treba tukaj kar nekaj stvari spremeniti, predvsem bi mogli poenotiti energetsko politiko in tudi nekako najdeti način, da bi pripeljali vso industrijo nazaj, ne da jo imamo, tako kot sem rekel, en velik del outsourcane, zaposliti ljudi, uvesti dejansko delo kot vrednoto. Verjamem, da so se tudi mogoče malo Nemci razvalili in vsi ostali, tako da mogoče ne bi rabili toliko ljudi uvoziti, o katerih mi govorimo, če bi mečkam več delali. Ampak to velja ne samo za njih, to velja pravzaprav za vse. In bom rekel, tiste temeljne vrednote, ki jih imamo tudi mi v podjetju, in to so delovnost, poštenost in odnos za soljudi. To so res, bom rekel, osnove, tiste, ki bi nekako Evropo lahko potegnile naprej. Me pa skrbi seveda, rekel, ta neko politikantsko v Bruslu, kjer se že a priori ne morejo okoli nekaterih stvari zmeniti, že zaradi tega samo, da so proti. In to je ena od stvari, ki dejansko zavira pravzaprav celo Evropo. Na koncu pa tako, ko govorim s kolegi, pa tudi, bom rekel, niso vsi politiki, ki jih mi pošiljamo v Bruselj ravno na nivoju, na katerem bi mogli biti. Tudi tukaj vlada neka negativna selekcija. Tako da težav je veliko, ampak Evropa bo mogla zelo hitro ukrepati in potegniti neke dejansko poteze, ki bodo obrnile smer kar krepko od te, na kateri smo trenutno. Če za pri teh potezah, gospod Mrak, kaj bi bile tiste, ki bi morali v teh 5 letih Ursule von der Leyen biti izvedene, da se ne bi samo pogovarjali, ne? No, jaz mislim, da je bilo zelo veliko soglasja o tem, ne, da so ključne neke politične resne spremembe. Jaz moram reči, da nisem optimističen glede tega. Ne. To, da vodi komisijo naslednjih 5 let ista gospa, ki je peljala stvar v neko smer in da bo zdaj istega človeka pričakoval, da bo stvar kar precej radikalno spremenil, mislim, da je nerealno. Ne. Druga stvar, ki je, zaradi kjer sem malo pesimističen, je ta stvar Nemčija-Francija. V tej situaciji, lejte, zdaj po mojem še toliko bolj vidimo, koliko je problem za Evropo bil odhod Velike Britanije. Ne? Mi smo takrat, ko je Velika Britanija šla ven, smo rekli, da je predvsem problem njihov, ne toliko naš. Ne? Sem skozi govoril, da ta političen problem odhoda Velike Britanije je zelo pomemben, ne? Že v tisti fazi. Ne? Jaz sem upal takrat, da bo prišlo do nekega dila, ne, ok, grejo ven, ampak da bo prišlo do nekega varnostnega dela sočasno, ne, ker preprosto to pa so tudi oni kle, ne, tako da to se mi zdi, jaz mislim, da v primerjavi s preteklimi 20 leti, ne, se bo morala Evropa tokrat precej več ukvarjati ne z ekonomijo v prvi fazi, pa vem, da v njej živimo, ne, ampak s temi stvarmi, kot so tole soseščina, politične stvari, ker brez neke, koliko je toliko jasne perspektive ureditve miru, če hočete, ne, tudi teh stvari ne bomo rešpali. To, kar je pa bilo rečeno glede gospodarskih stvari, se pa absolutno strinjam. Ne. So pa to stvari, ki jih po mojem ne bomo v 5 letih uspeli rešiti, ker gre dejansko za miselne, ne, jaz pač tudi na faksu vidim, ne, vidiš, kaj dobivaš. Generacijske preskoke. Generacijski preskoke, to je drugačen način razmišljanja, ne, to je danes, kako ne boš delal, je v bistvu kvaliteta. Ne, to je, ne, se pravi, da ljudje iščejo službe, kjer se ne dela. Ne. Ne, jasno, da je plačano, ampak da se ne dela. Tako da mislim, da imamo kar precej problemov. Ne. In pa še en komentar, ne, to je pa bolj slovenski komentar. Ne. Lejte, jaz mislim, da smo mi v Sloveniji izrazito slabo institucionalno organizirani za učinkovito zagovarjanje svojih stališč v Bruslu. Ne govorim tukaj o parlamentu, govorim o vladi, o svetu. Ne, poslušajte, to je noro, da mora človek izgubiti 3 dni, da gre na sestanku v Bruselj za en dan. Ne. Jasno, skaj se naredi, ne gre v Bruselj. Ja. Mi bi morali imeti, tako kot smo se prej na začetku pogovarjali za konkurenčnost, bo morala biti neka centralna točka, mi bi morali imeti tudi v Sloveniji. Ne? Kdo je zdaj tisti, ki bo v bistvu politiko Slovenije, kaj zagovarjati gor, funkcioniral?
kaj, mečken Mr. Han, mečken Bratuškova, ne more, to mora biti skupaj. A bo to premier počel, ampak zares, ne govorim zdaj, da je to ta premier, ampak premier. Mi smo slabo organizirali. To, da imamo mi evropske zadeve v MZZ-ju, kar se gospodarskega dela tiče, je slabo. Zato sem jaz bil zelo proti takrat, ko je prišlo do razformiranja te službe za evropske zadeve, ne zaradi kakšne, bi rekel, nostalgije, ampak zaradi tega, ker ekonomije v MZZ-ju, v bistvu to ni njihov posel. In tako se obnašajo do tega posla. Če sem z vami začel, bi še zaključil, sploh ker smo toliko o politiki govorili, a ne ta nam vendarle kroji sploh evropski način življenja ali pa ekonomije tudi. Vas bom kar pustil, ne bom dal iztočnice. Glede, jaz mislim, da sta dve temeljni ideji Evropske zveze znani od očetov, ki so jo ustanavljali. Ena je spoštovanje človekovega dostojanstva. Če se spoštujemo, se pogovarjamo, se poslušamo in tudi kaj sklenemo. Ne? Druga ideja je pa delati skupaj. Ne? In mislim, da je treba oboje premisliti v novih okoliščinah, kakršne so, kaj danes pomeni spoštovati človekove dostojanstvo. Mi imamo v Evropski listini temeljnih pravic je zapisano, recimo, vsak drugi člen, vsak ima pravico do življenja. Ampak mi se ne moramo zmeniti, kdo je vsak. A je vsak tudi tisti, ki se še ni rodil? Ne? Je eno od vprašanj. Ne? In jaz bi raj videl, in tukaj se bližam temu, kar je gospod Mrak rekel, Angleži oziroma Britanci so imeli določene zelo jasne poglede in ko so šli, je nastala ena velika vrzel, ena škrbina. Veliko boljše je bilo prej, ko so bili trije glavni, če tako rečemo, kot zdaj, ko sta dva pa oba šibka. Ne? In jaz bi raj videl, da se zmenimo, da bomo manj stvari delali skupaj, ampak tisto zares. Ne? In da je uspeh Evropske zveze, da ti zamašek ne pade s flaše, ne? Je mečken, bi rekel, se lahko čas tudi malce nasmehneš. Ne? Tako da Vrag je vzel šalo, bi ste rekel, treba je nehati se z malenkostmi ukvarjati, gre za veliko igro in treba se izmeniti, kako bomo to skupaj naredili. Če ne bomo skupaj, nas seveda tudi ne bo. Najlepša hvala vsem trem za vaš čas, hvala za vaše poglede. Se bi rekel, da se bomo čez 5 let znova tukaj usedli, pa bomo predebatirali, kako smo videli in kaj so naredili tisti, ki so za to tudi poklicani. Vam pa najlepša hvala in seveda, drage gledalke in gledalci, verjamem, da ste v tej debati pa res uživali. Konec koncev smo vsi tako zadovoljni, da živimo v Evropski uniji, ki je drugačna od Kitajcev in Američanov, ampak kot ste slišali, bo treba za to, da to obdržimo, tudi kaj narediti. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.